lahko vem, da znajo bova v prihodnih letih bova sigurno napadla rezultat krepko pod 2 ure 30 minut, tako da ne bom, mislim, če ne bi v to verjel, potem brez veze delam. Pač stanje moraš imeti, moraš s tem delati, vem, kakšne so njene sposobnosti telesne, vem, do kje približno se da priti. Deva tako reči, ljudje bi mogli se gibati dosti bosi, zato ker stopala morajo občutiti tudi podlago, kdaj res. Ta Franc naš se bo mogel isto matrati za tiste 3 ure. Če bo hotel resno teči, je to njegov maksimum. Je njegove 3 ure isto po Kipchoge 2:01. In tu se zakomplicirajo stvari, tukaj ljudje grejo z glavo čez zid. Dejan, živijo! Čau Marko, lep pozdrav. Kako si? Vrhunsko. Vrhunsko si. Dober sem, kaj? Kaj ne jamram, če mi nič ne manjka, no? Lepo povedano. Povej mi, a si jutrni človek že po naravi ali pač vsled službe moraš biti? Pa nisem, sem po naravi, po mojem, nisem zaspanc. To je dobro. Nisem, ne, se ostajam zgodaj. Mislim, moram se včasih zaradi dela, ampak načeloma se tudi za vikend ostanem zgodaj. No, pa so tle kar podobna, ja. Zdaj, če bi vedel, da imaš treninge ob 7, bi se moče tudi v 5 zmenil s tabo, no, ampak sem rekel, lej. Dejva pognati malo, rekel, adrenalina po žilah že prej, ok, imel si stranke, športov si, pa si morda ob tem že tekel? Ne, ni še bilo časa. Danes bom tekel ob 5, popoldne, prijem na vrsto. Jaz pa ob 6, bom mislil na te pol, ja vidim. No, Zjutraj, je sicer super laufati, ne boš se boš strinjal z mano, ampak kaj, ko pač ni zmeraj priložnosti za to? Ne, jaz mislim, rad grem zjutraj. Najlepši zjutraj, ampak pač včasih ne moreš. Probam pa res, 5-krat v teden probam teč, no. Tako da držim enega reda se z tega svojega. To, da si odlično pripravljen, vem, pa se tudi vidi, in ker je Dejan Lenart spoštovane danes moj gost, če ga ne poznate slovenske atletike zadnjih 10 let ali več, a se češ prenje začnem sam moče na kratko predstaviti, prosim. Pa sej, kakšen se posebno, jaz sem pač včasih bil atlet entuziast. Začel sem zelo mlad z atletiko, mislim, da sem bil star tam 6-7 let. Torej, če zdaj to seštejem na svoje leta, je to že tam 36-37 let. Sem v tej atletiki, ne? Seveda ne trenersko, ne? Trenersko sem pa že tudi po mojem, ne? Če pogledam Celje nazaj, Kladivar, pa sva začela z Urško Klemen, takrat sem sodeloval še s Tiberijem Lebarjem, on je bil en tak začetek trenerski, mentorski. Je to tudi 15 let po mojem nazaj, da sem začel tako razmišljati, da bi pa jaz z atletiko tudi trenersko ukvarjal. Vmes so bili drugi rock'n'roll in tako naprej, ampak ja, to je to, tako da jaz sem ostal v atletiki, hotel sem ostati v atletiki, atletika me je veselila, atletika me še vedno veseli, tako da na atletiko gledam kot na en zelo naporen šport, poln entuzijazma pri nas. Ker mislim, da vsi ljudje, ko se ukvarjajo z atletiko, je to ena dobra mera entuzijazma, od trenerjev do športnikov, ne. Tako da... Super si povedal, menda si s tem že morda nakazal rdečo nit marsikakšne teme, ki si me stavo želel odpreti. Če dovoliš, dopolnim malo tvoje predstavitvi, tukaj sem s tvoje spletne strani na Happy Gym potegnil tak dober opis, ki ga je dala Metka Albrecht, ena od tvojih rekreativnih strank, rekla je: Dejan je zame vesten, natančen in pošten, delaven in vztrajen, duhovit perfekcionist, poln znanja, tak, ki ga ob najhujših tekaških naporih lahko tudi kam pošleš, pa bo z nasmehom vztrajal pri svojem, je nabit z adrenalinom in v vrhunski tekaški kondiciji. In če dovolj še jaz dodam, pač svoji 2 alineji, si nekdanji profesionalni atlet Jazkega Kladivarja,
tek atletiko živiš, si lastnik centra za funkcionalno vadbo Happy Gym v Ljubljani, trener kopice atletov, atletin predvsem na čelu z Nejo Kršinar, svoje izkušnje uspešno predajaš naprej, tudi v rekreativnem športu, saj si bil poznan kot idejni in trenerski vodja projekta Pospeši ritem. Eno najvidnejših imen slovenske atletike na vsak način, ki si zagnal že več prebojnih projektov na tem področju, navdušen tekač, ki pa še ni pretekel maratona. Ne. Kdaj ga boš? Sem ga. Ne vem, če si bil pa takrat registriran, to je bilo v Radencih. In to z Bojanom Požarjem. Aha, kot spremljevalec, ja. Ki si je zaželel pač preteči prvi maraton in je prišel k meni in sva pač to trenirala. Čeprav jaz moram povedati, da nisem ful navdušen, ker pridejo ljudje k meni pa rečejo, da bi pretekli maraton oziroma so malo popravo. Ne moti me, če hočejo ljudje preteči maraton, bolj sem pa stroko, mi ljudje pridejo z raznimi idejami, starejši od 40 let in si zaželijo vrhunskih rezultatov. Takrat pa bom kar zdaj povedal, ne mene ne iščejo, ne? Ker jaz jim pač res ne bom šel na roko. Zdravje dam na prvo mesto, no pač res se mi zdi. Ja, zdaj moram pa zbrisati le eno stran od teh vprašanj, ki sem jih imel, sem mislil, da te izkoristim za to, da mi boš povedal, kako natreniram spet hiter maraton, klinc, ja. Okay. Ampak tukaj se ne bomo pogovarjali o meni, pogovarjali se bo o tebi, v tvojem delu, tvojih atletinjah, sezona jesenska, maratonska, vseeno noter, dirke so na koledarju. Kje bomo videli tebe, predvsem pa falango tvojih atletin to jesen? Skoraj na vsakem teku Konice, potem je Medvoški nočni tek, potem je, ne vem, kaj že pride vmes, potem je, upam, da bo Ljubljana, Novo mesto, sigurno, ne vem, če sem kaj spustil, po mojem sem, ne, ali pa tudi ne, no. Mislim, da nisem, no. To je to. Aha, Triglav tek. Bravo. Tle bomo tekli. To so res trening tekme bolj za Nejo, pa zdaj za Anjo Fink. Tako da ostalo, kar pa imam, so pa mladi atleti, pač nadobudni, pa jih pošiljam na te teke zato, da predvsem naredijo nek trening. No, pač brez pritiska rezultatskega sploh ne. Tako da pač grejo, odtečejo in spoznavajo telo, kaj so zmožni in kaj jih veseli in kaj jih ne veseli. Tako da v tem duhu. Perfektno, jaz mislim, da bi ta način dela morali posvojiti vsi tekaški trenerji pri nas, ne samo zato, ker si ti povedal iz tvojega vidika, predvsem tudi zato z vidika mene ali pa ostalih rekreativcev, ki jim je najboljša smetana slovenskih tekačev na takih tekih, dejansko dodana vrednost, dejansko motiv, to, da tečeš nekim državnim prvakom na isti dirki, je možno samo, bom rekel, v teku, praktično. Na kolesu že praktično ne moreš, kaj še nekaj drugega. No, tako da super, se bomo videli definitivno kmalu na kakšnih teh dirk, ampak ker si prej tako lepo omenil, da še 37 let atletiko spremljaš od blizu, da si del nje. Kako pa gledaš na sam razvoj v tem času? To je bilo iz ranke Jugoslavije preko začetkov v Sloveniji in sedaj krepko v 21. stoletju. Kje bi mogoče največje razlike lahko izpostavil? Pa mogoče najnim poslušalcem, med katerimi je mnogi mlajši od teh 37 let, lahko mogoče malo risov, kaj je bila svoje čase atletika, pa kaj je danes? No? Sem začel trenirati atletiko v Celju. Je bilo najbolj zanimivo to, da je bila takrat atletika veliko bolj popularna od nogometa v Celju, od rokometa, od košarke. Ne? In si šel v atletiko, ogromno učiteljev na šoli, v osnovni je bilo tudi, je prihajali iz atletike. Mene je imel telovadbo Petar Milovac, naprimer, on je bil zelo znan tekač takrat v Jugoslaviji, in on me je prepeljal v atletiko, pa sem potem začel pri Kocovanu starejšemu trenirati, takrat je bila to šola atletike. Lepo smo delali, moramo vam nekaj povedati. Mi smo delali lepše, kot zdaj delajo v atletiki. Pač to jaz vidim, to je moje opažanje, da ne bo to zdaj rekel, da sem ga potisnil v neki isti koš, ker sigurno so tu trenerji, ki delajo bolj umirjeno.
bolj umirjeno so delali z nami. Ukvarjali so se z neko sistematiko dela. Ne vem, mogoče so imeli več časa, ko ga imamo danes, mogoče so imeli rajš svoj poklic. Večinoma so to takrat delali ob službi, ni bilo to pač glavna okupacija, ne, pa zaposlitev. Tako da so nas res učili, pač hoditi so nas učili na začetku. Res, pač vaje za hojo. Vem, da so pripeljali, v enem obdobju so nam pripeljali, sem takrat, mislim, da sem bil pri Fižoletu, že vmes potem, ja, so nam pripeljali gimnastičnega trenerja in smo se učili delati premete, pa smo padali. Pa se spomnim, sem se enkrat vprašal, sem rekel, zakaj moramo znati prevale delati pa padati, ne. Pa se rekli, kaj pa, če se spotakneš na progi, ne, in se ustaneš in kaj boš povedal, sploh neš vedel, kje si, če ne znal pasti. Bravo. No, iz tega je vse izhajalo, pač bilo je bolj narejen na teh splošnih telesnih sposobnostih. No, jaz mislim, da se zdaj v atletiki preveč usmerja, že otroke. Da pač dobiš mladega športnika, zdaj, če bo ta športnik prišel do nekega trenerja, ko sem jaz, pa se pač jaz ukvarjam z daljšimi distancami, ga bom jaz kar začel usmerjati v dolgi tek. Ne? Ampak ni tako preprost. Pač, če tvoje telo metabolno ne more prenašati pač neke vzdržljivosti, pa si pač bolj nagnjen k eksplozivnim gibanjem, naprimer, ne, bolj v anaerobnem smislu, potem kaj bomo s tem otrokom naredili. Ne, tako da jaz mislim, vse te klubi se še držijo, no, ampak mislim, da vsem preveč se hiti. To so modre besede, ki jih tudi v tem podcastu nisi ti prvi izgovoril. To je, bom rekel, med trenerji ali pa med tistimi, ki s tem ukvarjajo, pri nekaterih znan problem, ja, ampak po drugi strani pa si pravijo, pa konkurenca ne popušča in potem vsi nekako podležejo. In imamo že v 10 pa v 12 specializante in tako naprej. Res prehitro. Ironija v bistvu, ne, tudi v tem koronskem času na eni strani imamo epidemijo negibanja in debelosti, predvsem med otroki. Na drugi strani, ko se pogovarjamo o resnem športu ali pa o gibalnih aktivnosti otrok, imamo pa hitro, pretrenirane posameznike, ki se naveličajo potem v najboljših letih kraljice športa. Ja, sem tukaj treba zdaj pač te trenerje vprašati. Ne. Saj pač zdaj eni trenerji, tako pravim, ne, imate zdaj neko mlado falango trenerjev, ne, ki delajo drugače. Imate pa še vedno te trenerje, jaz ne bom zdaj našteval imen, ker to nima smisla, ne, ker vsak zase ve, kaj počne, naj verjamem, da vsak dela v najboljši veri, ne, da bo najboljš potegnil iz tega ven, ampak dejstvo pa je, da pač 10-letniki delati intervalne treninge, pa jih siliti, tu so dostikrat tudi starši odzadaj, no. To je zdaj tako, pač danes moraš preživeti, a ne, pač denar je svetla vladar in zdaj, če ti en starš pripelje nekega otroka, za katerega on misli, da je otrok, mislim, da za svojega otroka, da je ful nadarjen, ne, danes imate ogromno teh staršev, ga pripelje nekemu trenerju in mu že naroči v štartu, ali pač moj otrok je ful nadarjen, on ful rad teče, ne, so vsi otroci so ful nadarjeni za vse športe, pa vsak starš ima najbolj zlatega otroka, pa najbolj nadarjenega, potem jih že v bistvu prisili, ne, in zdaj, če ti delaš sam, ne, da nisi v sklopu nekega društva, da si odvisno od svojega denarja, od svojega zaslužka, potem se dostikrat podležejo, ne, in pač dajmo zdaj razviti ta talent, ne. Jaz mislim, da dostikrat pride zaradi te napake, da so pač najprej finančno ozadje, pa potem si prisiljen pač iti hitreje, ko bi si to sam želel, oziroma hitreje, ko verjameš, da je to prav. Tako da mislim, da je to en od problemov, ne. Ker ti klubi, pa to atletski ali pa ostali športni klubi, mislim, atletiko najbolj poznam, jaz mislim, da tam pač imajo neko finančno urejeno sliko trenerji, pa se jim ni treba potem kregati za starši ali pa tudi tam, ne vem, ti se ne bi znal povedati, ker se izogibam teh klubov. Z velikem ovinku. No, tvoja pot je bila pa drugačna, menil si Celje je bila prestolnica atletike, Delj je bila prestolnica rokometa, tam je bilo leglo vrhunskih dolgoprogašev, Stane Rozmar, rekorder na 10.000 metrov je tam, pa seveda Peter Svet, rekorder na 5.000 metrov, ki je bil tudi
tvoj trener, kako je bilo pa tako trenirati pod Petrom Svetom? Evo, da potegna zdaj paralele. Ti si pa pod njim treniral. Najlepši sem potegnil od njega, kar se tiče same atletike. Od njega sem se naučil, moram tudi reči, da Tiberij Lebar, ki trenira v Murski Soboti, mislim, da je Pan Vita klub. Mislim, s Tiberijem nisem nikoli treniral, z njim sem pa začel. Z njim sem začel sodelovati v bistvu zato, da bi se nekaj naučil v tej atletiki, da bi imel nekega, rečemo, mentorja v tem, ker mislim, da vedno moraš imeti nekoga od zadaj, ki ti pomaga narediti prve korake, pa potem začneš spoznavati, kako ta v bistvu trenerski poklic oziroma delo, pa kako spremljati atleta, pa kaj treba biti pozoren. Ti mora, nekdo je fajn, zakaj bom odkrival toplo vodo, pa če 100 let postal trener, če mi lahko nekdo malo skrajša te muke, ne. Drugače pa, ta dva bi izpostavil kot trenerja, Petra Sveta pa sploh, mislim, delo Petra Sveta je fenomenalno. Jaz bi si želel, da bi bilo več takih trenerjev, kot delajo z otroci, če jaz tako samo na njegovem primeru govorim. Pač on nam je predstavil atletiko, treba je trenirati v naravi, treba je biti sproščen med tekom, težki treningi, če so težki, jih je treba delati, te delaš na štadionu, če je potrebno, ne govorimo zdaj o dolgem, govorimo o longlaufu, ne. Potem Peter Svet nam je tudi pokazal, kaj druga še v življenju, ne, nas je povabil na kako razstavo, kdaj, pa nas je pelal kam drugam na trening, da nismo bili skozi na istem okolju. Drugače pa narava, to je bil njegov poudarek, pa brez pritiska. Pri njemu jaz nisem nikoli, za druge trenerje to ne morem trditi, ker sem bil tudi pri ostalih zelo kratek čas, ampak pri njemu ni bilo pa nikoli pritiska. Nikoli, njemu je bilo v ospredju, da pač človek postane nek zdrav športnik, zdrav tekač, da nekoč, ko se odloči, ali bo to njegova kariera, ali pa bo to sam del njegovega življenja, ki ga spremlja, da ima to rad. In to jaz njemu dam sam aplavz, pa mu rečem, kapo dol. Tako da, bravo. Super trener. Njegov fantastičen rekord 13:32 na 5000 metrov je star približno toliko kot ti. Te ni starejši, ali? Ali že kakšno leto starejši, ja, tako, te hitrosti so nepredstavljive. Za njegovo 60-letnico ste mu njegovi nekdanji varovanci nekaj ušpičili. Daj mi povej to zgodbo, ki si mi jo že povedal na Bledu, ko sva tekla na Blejskem trailu. Ja, takrat sem jaz delal z Urško Klemen, pa z Tiberijem in Peter je glih takrat, jaz nisem več treniral pri njem, seveda ne, sem že bil malo prestar, pač nisem imel več ambicij tekmovalnih. Ampak smo pa se tako vedno videli na štadionu pa to in Urška je bila tista, ki je bila vedno bolj zvita, ona je vedno bila za take štose, ne, in smo pripravili za 60 let, mislim, da smo si želeli, da bi naredili, vse ne vem, to ni bila moja ideja, to so si fantje, mislim, da v njegovi skupini zamislili, da bi probali narediti štafeto, torej da bi našli 5 tekačev takrat v Celju, ki so pripravljeni oziroma sposobni odteči njegov državni rekord, torej vsak teče 1000 metrov, pa nismo spravili. Tukaj tekačev skupaj, ko bi to sposobni. Ne. Tako da, posebej mislim, da zdaj je celo v Celju, mogoče od takrat naprej ali pa kako leto kasneje, je pa tako zdaj, mislim, da je, a še obstaja kak miting, mislim, da še delajo tekmovanje ali pa tek v Celju, njegovem imenu. A v svetovem imenu? Mislim, da nekaj tazga obstaja, ne? Ker takrat smo potem imeli en tek na 3 km na stezi smo naredili. Ki je Peter blazno dobro tekel, mislim, da je bil takrat star pa že 60-62 let. Sploh nam povedal, koliko je tekel, ampak to je bilo, mislim, ker bojo se ljudje se bojo zamislili. Mislim, res je bil tekač. Zdaj vem, zakaj je tekel tisti svoj državni rekord, ker če imaš, ne. Je to. Je strojen za to. Čakamo. Ne, v Petru res same lepe besede, res je velik trener, pa velik športnik. Ja, Slovenija zdaj že skoraj pol stoletja čaka na novega Petra Sveta. Upam, da ga bo dočakala. Zdaj sami si izračunajte, kaj pomeni to, kakšen kilometrski čas je to za 13:32, če ne hitro izračunava, to je koliko, 2 minuti pa pol, 2 minuti 42, bravo, 2 minuti 42, ja, to je že 1 kilometer za marsikoga, ne predstavljiv, 5 zapored, pa Za mene ne predstavljivo, če je nekdo rekel 5.
Ni šans, ne. No, in ko si rekel, si se pred 15 leti potem sam podal v trenerske vode, pri kom si se potem nadihoval, poleg teh, ki si jih že omenil, svojih trenerjev, si imel še kakšnega drugega, ki ti je v to usmerjal, da si se pri njem učil? Pa najdlje sem delal z Tiberijem, potem se je ta pot zaključila, pač enostavno jaz sem v nekem trenutku videl, da poslal sem mail, pa sem rekel, da pač jaz vidim, pogovoril sem se z nejo takrat, pa bil je še Kristjan Permen, Grunfeld, pa Mateja Pokrivač, to so bila taka lepa generacija tekačev in sem rekel, lejte, jaz pač po tem sistemu ne bi več delal, ker se mi zdi pač prenežen v bistvu za doseganje nekih vrhunskih stvari, ki smo si jih zamislili, ne. In mislim, preveč so se mi ponavljale stvari. Ne, pač jaz nisem pristaš, to moram povedati, da zdaj kdo misli, da je to. Jaz sem pač pristaš konstantne stimulacije telesa. To pomeni, telo moraš stimulirati, če hočeš, da telo dela adaptacije. Ne? In če te stimulacije ni, potem ni adaptacije, in če ni adaptacije, zelo težko telo nekaj zgradi. Ne? To je pač čistko. Ko začneš graditi hišo, začneš graditi pri temeljih in potem moraš dodajati stvari, ne moreš brez materijala iti naprej. Ne bo šlo. Ne? In tukaj sem videl potem, ja, tudi v veliki miri je k temu pripomogel, ne moram tako povedati, malo sem to preskočil, ker ko sem začel delati z nejo, sem spoznal dr. Miliča na fakulteti za šport. In dr. Milič je pa pač, moram kar povedati, da brez njega jaz niti približno z nejo ne bi bilo, kar je, pa niti jaz ne bi postal trener. Pač mislim, da sem kar v redu trener, no, če sam sebe tako ocenim, saj probam se stalno izobraževati, probam stalno iti z novimi stvarmi naprej, ampak dr. Milič je pa tisto, ki me pa dejansko po domač povedan goni, ne. On mi pošilja vse stvari, on me preverja, z njim se pogovarjam, z njim delim, kaj se dogaja, z njim debatirava o novih stvareh. Človek je neverjeten, on ima enega tega znanja, to je pa ne vem, če ga bom kdaj dohitil lahko. Do teh stvarih niti ne bom probal raje, ker bom razočaran na koncu. Tako da dr. Milič je v bistvu en moj pa res dokončni mentor in upam, da bo tako delala še naprej dolg časa. Ne. Tako da on je v bistvu vse naredil, kar se mojega športa tiče. Tudi pripeljal marsikoga športnika, tudi svetoval. Mislim, da nobeno sezono ne štartam, nobeno obdobje v sezono ne štartam, brez da bi z njim vsaj malo predebatiral stvari. Tako da imam konstanten nadzor, jaz ne delam sam, daleč od tega. Tudi ekipo v studiu imam zelo široko in ne, nisem sam. Sigurno je vedno 6-7 ljudi poleg mene, ki skrbi za to, da pač stvari grejo tja, ki smo si zamislili. Ja, pri tebi je zmer fascinantno, kako stvaraš te sinergije, sintezo znanj z različnih področji, kar recimo pri nas v teku ali pa v atletiki niti ni tako pogosto. Na eni strani, ne vem, sodeluješ ali pa se izobražuješ v najnovejših atletskih treninških konceptih, pa monitoring. Pa sej to danes ni težko, v bistvu danes greš na online, zakupiš si izobraževanje, naprimer, in prideš do mojstrov, ne vem, Steve Magnus v Ameriki, naprimer, mislim, njegov platformo je dosegljiva vsem. Ne, vsi vemo, na kak sistem deluje, tisti, ki pa spremlja atletiko, pa ga zanima, dejansko on postavlja zdaj celo šolo. Ne. Meni je bilo zanimivo pri tebi, da na eni strani imaš to, kar si omenil, vsakmu dostopno, baze, neskončne baze, treninških protokolov, znanost in tako naprej, ampak ti pa kljub temu, se pa še povežeš s Svetlanom Vujasinom, trenerjem stare šole in to probaš komponirati. To je tisto, kar se mi zdi pa zanimivo. Veš, kako je to, moramo se enkrat naliti čistega vina. Zdaj lahko jaz pametujem, pa odkrivam toplo vodo, tako sem že prej omenil. Ampak v Sloveniji so ljudje, ko so naredili velike stvari v atletiki. Zdaj pustimo, kaj zgodovina naredi, kaj se govori o ljudeh. Tisto, kar se govori o ljudeh, mene nikoli ni zanimalo. Zato, ker če jaz tebe poznam,
osebno vem, kdo si. Meni lahko en Franc pove o tebi, kar hoče. Mislim, če imam jaz drugo mnenje, ne, je to moja stvar. Ne? Pa kaj ti delaš v svojem prostem času, je tvoja stvar. Torej, če mene zanima tvoje znanje, jaz bom prišel do tebe, pa te bom vprašal. Če me bo pa zanimalo znanje od Brigitte Langerholz, bom pa jaz šel do Brigitte Langerholz in jo bom vprašal, ker če bom treniral nekoga, ki se ukvarja z srednjimi progami, hudiče, jaz rabim njene izkušnje. Kdo pa sem jaz, da vem vse? Kvečemu, če bom vedel vse, bom delal krivico tismu, ki ga bom treniral in mu ne bom znal podati stvari, ki jih nisem doživel oziroma jih nisem dal česar. Pa če govorimo o vrhunskem športu, kdo bo mojim atletom razložil o vrhunskem športu lepškem lahko razloži, ne vem, Roman Kežar, pa Brigitte Langerholz, pa nekdo od teh, ki je tam bil. Da so to izkušnje, seveda so izkušnje. Jih rabiš, seveda jih rabiš. Tudi sam atlet bo tazga človeka drugače pogledal, bo rekel, on je pa bil tam. Deja ni bil. Kaj sem pa jaz bil? Jaz sem bil daleč od vrhunske atletike, če pogledamo rezultate. In zato imaš pa za prehrano, se obrneš na dr. Ireno Sedej-Heren, se obrnem na dr. Leona Bedrača, se obrnem na dr. Miliča, se obrnem na dr. Mirana Hostoče v povezavi z dihanjem, se obrnem zdaj sem na 14 dni bo imela zdaj moja skupina atletov pogovore z psihologom v skupini, zato da jaz sam punce, moram povedati, treniram, ne, in bojo tam reševali stvari, ki jih jaz ne morem vsega rešiti. Zakaj? Mislim, imamo milijon strokovnjakov, potem se bomo pa zapirali vase. Zato, da bom jaz dokazal, da jaz lahko nekaj naredim. In Vujasino, doskrat so mi zdaj rekli, Vujasin je prišel na trening, ne, Vujasin je prišel na trening, zato, ker smo šli na Valencia maraton, z neohota so imeli dobre rezultati in jaz sem v tistem trenutku začutil, da Vujasin je trener, ki je dal neke stvari čez, in pozna in ve, kaj se zgodi, ko prideš do velikega tekmovanja in je prišel tja in že sam, da je prišel na štadion, je mogoče nekaj pobral od njega. Ne, mogoče pa karkoli, se sploh ni pomembno kaj. Ne, ampak dal je, tam je bil, rekel je, poglej, mogoče pa to probi spremeniti, ker jaz vsega ne vidim. Mogoče pa probi z rokami malo drugače, mogoče pa probi s korakom malo skrajšati, ker ti, ko nekoga gledaš vsak dan, pa vsak dan se z njim pogovarjaš, seveda spustiš stvari, se ne moš vsega videti. Kdo pa je na svetu, ko vse ve, to vse zna. In tukaj jaz vidim tudi en velik problem, da se ljudje zapirajo v neko svojo školko in mislijo, da so ti biser noter v školki. Ne gre. Ti, če hočeš znanje širiti, moraš znanje nekje imati. In nekdo te mora vedno usmeriti. In to je za mene to edina rešitev in zdaj meni vseeno, jaz to delam, pa delajo še drugi tako, ampak jaz se bom vedno tega držal. Ne? Ker s tem dobim tudi debato, veš, ker jaz pridem do nekoga in tako zdaj s tabo se pogovarjam, ne? Jaz bom tudi, če bom imel nekaj pomisleke, bom pa tebe poklical, ne, po telefonu, rekel, da je Marko, dajva tole rešiti, mislim, projva, a imaš, pa bova začela sam debatirati, sploh ni važno, če boš mi dal rešitev, ampak začela bova debatirati, glava začne delati in potem znotraj tega pogovora najdeš najbrž odgovor ali pa ga tudi ne, pa greš iskat dalje. Ampak treba je vedeti, da ni rešitve za vse. Tudi z Nejo, mi imamo dogovor, da če jaz ne najdem več rešitve za njo, jaz bom iskal trenerje nekje druge. Bom ostal zraven, zato ker se bom potem jaz hotel nekaj iz tega naučiti, ampak bom iskala rešitev, ki bo pomagala naprej v karieri, tako da bova poiskala pomoč nekje druge. Ne? To se meni zdi čisto normalno. Mislim, zakaj bom človeka zaustavil pri 2:36, če ga ne znam spravi do 2:33, potem je treba nekaj narediti. To si zelo iskreno in neposredno povedal, zelo mi je všeč ta filozofija, ki ni, bom rekel, prisotna v slovenskem prostoru tako dolgo, daljš od tega, tudi sam si omenil, pa tudi vsi zapažamo, da morda, kot si rekel, se trenerji bolj izgubljajo en drugega, kot pa povezujejo. Slovenija po drugi strani je pa tako preklemano majhna, da bi ves ta potencial, ki pa vendarle je, lahko moče skupnim delom pa s posvetom večkrat izkoristili bolje, kot si ga ti s to ekipo, ki si omenil, stvar okrog Neje, okrog ostalih, poskušal si še več. Pred leti si
z Romanom Kejžerjem, ki je naš rekorder na maratonu, pa viden trener, tudi narediti na tako atletsko zgodbo. Pa ja, hoteli smo narediti to atletsko zgodbo, sam kaj, vedno se pri teh financah se ostavi, res v atletiki je res problem. Jaz tudi ne vem, zakaj se ta atletika ne pojavlja v medijih, zakaj tega noben več ne spremlja. Ne? Sej, če pogledamo RTV Slovenijo, na primer, ne? Vse atletike pa imamo, včasih smo gledali Zlato ligo, ne? Pa je bila atletika, pa je nekaj bilo, pač tega ni več. Dobro, imamo zdaj družabne, zdaj je Atletska zveza naredila veliko, zdaj so se začeli ful pojavljati na Instagramih, na Facebookih pa to. Ampak jaz mislim, da bi se oni mogli povezati tudi z neko televizijo, z nekim večjim portalom, z nečim, kjer bi opozarjali na to, da atletika obstaja. Mogoče ne deliti samo rezultate, mogoče deliti tudi kaj, ne vem, pokličeš nekega športnika in mu rečeš, kako pa ti preživljaš dan ali pa kako pa zgleda tvoje. To ljudi zanima, po mojem. In to je ena od rešitev, čez katero lahko spraviš mogoče atletiko bolj do ljudi oziroma atlete približaš ljudem. Ne, ker če ne so to samo eni famozni ljudje, ko delajo uspehe, ne, tako kot kolesari, nikoli pa v bistvu jih nimaš dovolj blizu, da bi sploh vedel. Ne. Oziroma te mlade generacije lažje se identificirajo oziroma spoznajo z njimi oziroma jim pripelješ jih dovolj blizu, če nekaj vejo o tem človeku, da vejo, da ima tudi on 2 roki, 2 nogi, da je mogel iti čez neke stvari, da je na koncu prišel do tega uspeha. Ne. Tako da, ja. Dal si mi idejo za naslov kakšnega članka za revijo Tekač, kako atletiko spet narediti za kraljico športov, kar bi že po defaultu morala biti ali pa je bila. No, morda, kako si rekel, je žare kupanja, vse zadeve dogajajo, tudi pod tem vodstvom, pod temi ljudmi, ki so na zvezi kot krovni organizaciji, z vami, ki ste spodaj na terenu, pa se zavedate tega. Je zaradi tega tudi morda, zaradi tega vsega, kar si omenil, atletika tista, ki prehitro izgublja svoje največje talente? Veš kako, jaz na šprinterske treninge se ne spoznam, tako da jaz tukaj ne bom delil pameti pa v tehničnih disciplinah, to so ti trenerji sami vejo, kako se dela razvoj pri teh športnikih. Pa rečo tekaški, ja. Ja, je pa nekaj res, kar če pa pogledamo vzdržljivostne discipline v atletiki, ne, je pa dejstvo, da zdaj mi se ne moramo primerjati s Kenijci. Zadnjič sem bral en dober intervju, v bistvu en zapis od Kanove, ne, ki pač dela s kenijskimi atleti, in on je lepo povedal noter, je rekel, vi mislite razlika, ne, da pač zdaj bel človek ne more tako teči, to teče pač lahko Kenijca, ne. Ampak on je rekel, razlika je tukaj zato, ker pač oni živijo drugačno življenje, ne, oni v mladosti se ogromno gibajo. Ne, se, če mi pogledamo 50 let nazaj ali pa 40 let nazaj, ni bilo take razlike med belopoltimi tekači pa temnopoltimi tekači. Ne? Zdaj pa vedno večja razlika. Ampak če mi pogledamo življenje, on ga je primerjal pač z Kenijci, ker je pač tam dela, ne? In z Američani in Evropejci. Ne? Pač mi imamo vse na pladnju. Ne? Imamo telefone, imamo igrice, otroci pač torej se posledično manj gibajo zunaj. In če pogledamo zdaj dolgi tek, če se ti otroci ne naredijo, baze ne naredijo. En otrok v Keniji bo nevede naredil 10 let neke baze do 20 leta in bo lažje naredil ta prehod potem v tekmovalni šport. Naprimer, jaz pa če ne pogledam, kaj, vse ona je bila pridna, pa je tekla v hribe, ni imela neke atletske izobrazbe od zadaj, ampak vseeno midva sva zamudila tuk in tuk let. Torej, če pogledamo, ona bo mogla nekje ustrajati, pa ustraja, ne, pa je ustrajna in bo njeni najboljši rezultati šele prišli. Ne, ker bo imela v bistvu, če začela pred 22-23 letih trenirati, ima zdaj 7 let atletike za sabo, zdaj se pa še ne začne. Ne, ti rabiš neko obdobje, to že zadnjič, ko sta imela z Romanom, se ti je lepo povedal. Pač ti moraš narediti to adaptivno fazo, moraš jo narediti. Brez tega ne bo šlo. In zdaj, če boš ti naredil pri 15 letih do 22 leta,
super. Ne? Potem je tukaj zdaj še drugo obdobje, ali ti finančno lahko sploh to zdržiš. Ne? Zdaj, pri njej, če jo tako gledamo, imamo srečo, zato ker pač so odzadaj starši, pa njen oče, ki je pač bil vrhunski športnik in to razume. Ne? Imaš pa ogromno mladih, ki so talentirani, še bolj talentirani, ki pa ne morejo priti čez to, ker ko začnejo enkrat študirati, pa je konec srednje šole, potem začnejo iskati od službe, potem ki se zadeva spremeni. In tukaj pa je napaka Atletske zveze. Ne? Oni bi mogli nekako stimulirati oziroma najti finance, da bi se tisti, ki so talentirani, neko finančno lahko pokrili. Ali je to neka minimalna štipendija? Vse ne govorimo o 100 atletih. No, zdaj domisla, da bi si zdaj vsak zaslužil 500 € na računu, zato ker mogoče 3, 4, 5 pa najdeš tistih perspektivnih, ki jih probaš pa stimulirati oziroma obdržati v procesu treninga, ker tek na dolge proge je trening na dolge proge, nimaš kaj, oziroma trening na dolgo obdobje. In tega ne moreš preskočiti. Mogoče lahko preskočiš kako leto, mogoče lahko posiliš trening, pa greš preveč trenirati in kaj narediš na koncu, dobiš poškodovanega športnika ali pa športnika, ko je obupal, zato ker je bilo pretežko, ker enostavno ni bil dorasel treningom, ki jih je pač začel delati. In to je velik problem. Tukaj pa je problem. Drugače zveza sama po sebi, mislim, da zdaj dela boljš, ko je kadarkoli delala. Je komunikacija med nami, probajo pomagati, probajo vprašati, ampak tukaj pa mislim, da je še en manjko. No? Tukaj bi se bilo treba vprašati, zakaj dolge proge v Sloveniji, pač pa se ni samo v Sloveniji, mislim, da ni samo v Sloveniji ta problem, no? z dolgo progaše. Mislim, da je to zdaj kar mal že generalni problem, mal širši. No? Ja, o tem bi najbrž lahko razpravljala še kakšno uro ali pa dve, pa o tem, kako recimo, norveška atletska šola vrhaja, ne samo na ovirah, na stezi, Ingebrigtsen, Warholom, to so nori fantje, mladci, ki pokorijo tudi vse Kenice. Zelo zanimivo, no? Kaj se tam dogaja, kaj njihov recept. To bi bilo dobro pogledati, kaj so oni pogruntali, da so obrnili to starodavno pač prepričanje, da pač mogoče je samo sistematika dela, mogoče so obrnili samo sistematiko dela. Pač neki so naredili v pravo smer, sigurno, ne. Ker kar tako, da bomo rekli po defaultu, da pač mi ne moramo teči v Keniji, Etiopiji, pa lahko tečejo, pa še kje druge. Mislim, to je tako, no. Pač. To je prelahek izgovor, hočeš reči, ja. Prelahek izgovor, pa mislim, dobro, no, vse isto. Vlade so kakšne telesne predispozicije, ampak vseeno razlika je zdaj ogromna. Pa ne bi treba rabila biti. Zdaj, kar mi zdaj je prišlo na misel, tudi to, recimo, imamo nek ljubljanski maraton, ki je reprezentativen v slovenskem merilu, kjer bi morali biti vsi slovenski tekači, pa žal recimo niso. No, ampak zanimivo je, ko pretečejo ta boljši v cilj, potem 20 minut ali pa pol ure nobenega ni. Je tam tema, potem pa pride kakšen slovenski, po možnosti še to rekreativc ali pa Modic, ki je tudi pretepa, ki kot neki rekreativni tekač 2:30 osvoji nek državni naslov, pa se vsi sprašujemo, zakaj tam vmes ta gap, kako ta gap premostiti, da bodo slovenski tekači mogoče boljši, tisti motivirani, da imajo nekoga, s katerim se lahko priključijo, pa tečejo recimo 2:15, pa 2:20, zato ne pridejo pa zato, ker med 2:10 pa med 2:30 pač nobenega drugega ni. No. Kakšna je, misliš, tle vloga rekreativnih prireditev v tem smislu množičnih, kot je pri nas, so maraton? Marko, tako kot sem ti rekel prej, pač tukaj je tudi stimulacija, pač danes vemo, da živimo v kapitalizmu, to ni nobena skrivnost, mi smo tople vode odkrila in pač žalostno je, pač to pa je res žalostno, da pač slovenski tekač v Sloveniji ne dobi nobene denarne stimulacije, to mi je pa res, mislim, ljubljanski maraton, zdaj mi lahko zamirijo, lahko pa ne, jaz sem zelo direktni človek, zato doskrat mi tudi kaj zamirijo, ampak Madonna, hočeš povabiti slovenskega tekača, pa ga ne boš stimuliral. Pa Madonna, dajmo tistih par 100 evrov ali pa ne vem, 1000, če treba. Mislim, če lahko zbereš za tuje tekače, saj vem, da s tem raste rating dirke, se to je vsem jasno. Madonna, najdeš od sponzorjev, pa najdeš nekaj denarja, da pripomoreš, ker bo le roko na srce, če bi dobil slovenski tekač 3000 evrov,
veliko od njih pa so vsi skromni, se skoraj sezono s tem pokrili. No. Če druga ne bi imel vsaj za terapije ali pa za priprave. Tako da tukaj je, no. Še manevrski prostor. Ja, tako. Pa se je zadnji z Romanom, no se z Roman ti je lepo povedal, ne, pač včasih so se plačevale dirke, ne, pač se je dal zaslužiti, no, danes pač lej. V Italiji imajo tako, v Italiji, ko hodimo tekmovati, pač gremo vedno na to Mujalongo, ne, pač tam vedno organizator nam pokliče Luka Kafol in vedno reče, da pač za atlete bi dal toliko in toliko denarja in vedno nam daje, ne glede na to, če prečkajo cilj ali pa ne. Pač to je pač neko spoštovanje nekega truda, pač pa hočejo imeti tekmovalce, pa pač to plačajo, ne. Potem so pa tiste nagrade, ki jih dobijo na koncu, je pa čist nekaj druga, tiste pa vezano na rezultat, ne. Tako da... Imaš prav tudi jaz mislim, da bi vsi bi vse imeli, pa vse bi imeli zastonj, to se mi zdi malo balkansko razmišljanje, no, pač to je, tako več ne funkcionirajo stvari. Drži, no, jaz sem tudi, kar smo hodili po italijanskih ali pa avstrijskih, hrvaških tekaških prireditev, nam je bilo tako presenetljivo, da so imeli razvrstitev tudi za domače tekače in so denarne nagrade, ki so bile ekvivalent, ne, pri nas, recimo mi na nočni desetki na Bledu smo imeli že težavo, da bi naredili samo za slovenskega tekača neko denarno nagrado, ker potem, ali pa so ekvivalent, ker je potem cela štala, ne, ker je to protekcija in tako naprej, ampak dejansko temu ni tako, ne, moramo se odvaditi tako razmišljati, ne, ker smo v vlogi, konc koncev tudi organizatorji prireditev, kljub temu, da nismo dolžni, smo v neki vlogi popularizacije tega športa, pa na en način, če hočemo videti velika imena, ki so enkrat lahko še večja, je zato prav, da se nekaj... Bi lahko vsi k temu prispevali, ne? Tako. In pa vsi, ko organizirate teke, vsaka čast, mislim, gibajo se ljudje, to zdaj sploh, če gledamo ta COVID, ne? Če se še malo na to obesimo. Jaz tukaj pogrešam reklamo za šport, Madonna. Kardiorespiratorni sistem, kaj je lepšega, ko to graditi, če imaš težave z nekim dihalnim obolenjem. A veš, in vse te prireditve so vrhunske, vse je to lepo, ampak pač tisti, ki pa delajo te prireditve, pa ko so že malo bolj napredni, če bom jaz organiziral neko prireditev tekaško, valjda, kje bom pa dobil, ne, se bom imel tam 5 tekačev, ampak tisti, ki pa so že malo dlje, sploh v neko sodelovanje, ne vem, kako imate s tema, zveza sodeluje z vami, atletska, ali ne sodeluje z vami, pač to bi vse mogli biti malo bi mogli biti sožitja, ne? Ker potem vsi skupaj lažje naredijo stvari, ne? Ja, tukaj je tudi še marsikaj za narediti, tudi o tem se lahko pogovarjala, no, ampak posebej v teh relacijah, posebej v tem, kako prepoznati v rekreativni atletiki to, kar si prej rekel, bazo za vrhunsko atletiko, da je eno z drugim, more koegzistirati, no. Vsaj tujini je že tako, no, in mislim, da tudi pri nas počasi je to zavedanje, ampak bomo videli, no, o tem se bomo pogovarjali posebni oddaji samo na to temo. Mene bolj zanima, ti si Stručko, vsem poznaš, rekel, malo atletsko sceno, eno olimpijsko obdobje, 5-letno se je zaključilo. Kakšen je pa zdaj naslednji 3-letni, rekel, ciklus je krajši, bo intenzivnejši, brško ne, kakšni so tvoji pogledi ali pa kakšni so obeti slovenske atletike. Imamo Klaro pa Marušo, recimo na stezi pri ženskah, imamo Nejo, Lauro, Anjo na cesti, recimo pri fantih je Rudolf na stezi, se vrača, ne vem, mladi Buturin. Kaj pa pri fantih, pri moških na cesti, ne? Kobe in Krev sta sicer letos v življenjski formi, ampak ne bosta vedno, no, kaj pa tam pa recimo še manjka kakšen odzadnji. Ja, manjkajo, se pravi, mislim, veš kaj, zelo je težko ocenjevati, kaj ostali delajo, ne? Pač Kobe pa Krev, to so, ne bom zdaj, grdo sliši, veterani že skoraj, ne? Mislim, Krev se je letos naredil sploh lep napredek, ne? Mislim, da sta z Borutom v vseh teh letih se je zdaj pa naredila ta adaptacija, ko sem prej govoril o njih, ne? Mislim, da je pač končno prestopil
v ta maratonski ritem noter, da je to osvojil, ne, ker konec koncev on je bil vrhunski srednje progaš, 1500 metraž, in da je koliko časa je rabo, če pogledamo, ne, pa je vrhunski, koliko časa je rabo, da je v bistvu osvojil maraton, ne, da je telo bilo to sposobno sprocesirati, ne. Tako da stali pa, veš kaj, je težko, ne vem, kaj delajo fanti, ampak jaz mislim, da se ta generacija zgublja, no, tam pride od 20 do 22 leta. Potem pa, veš, ko zgubiš ta stik, ko greš ven iz ustaljenega ritma pa treningov, ker roko na srce, enostavnega treninga do uspeha ni, to je brez veze. Pač moreš, če hočeš biti maraton, če govorimo o maratonu ali pa 10 kilometrih, pač teh za maraton 160, 170, 180, govorim zdaj o ženskah, je treba narediti, pač pri moških pa že za 10 kilometrov delajo strašne treninge, strašne kilometre na teden. Oba vema, zato rabiš regeneracijo, zato rabiš prehrano, zato rabiš celo oskrbo. Mislim, celo oskrbo. Pač nekoga, ki je res pripravljen vse to dati, torej ogromno časa, potem pa treba še študirati zraven, ne vem. Jaz mislim, da tukaj nastane malo problem. Ker enostavno res ni te stimulacije. In stimulacija je lahko samo ta, da imaš finančno odzadje pokrito, da potem ti res hodiš v šolo in nekdo pač skrbi za vse ostale stvari. Ne. To težko ti rečem, pač mislim, da se tu zgubi stik. Ja. Ni veliko sredin, kot je recimo tvoja, ne, kot praviš, zelo entuzijastična, ker si sestavil ekipo strokovnjakov in sedaj suportirate ekipo deklet, ki prihaja. Ja, pa to so vse, tako si rekel, to je vse entuzijazem. Tukaj ni financ, da ne bo kdo misli, da te ljudje ne vem, kaj zaslužite, nič ne zaslužijo. Če jaz dr. Milan na hostu pokličem, pač bo on rekel, ja, deki, ok, deva to narediti, sej to se bo manifestiralo potem druge, ljudje bo videli, da to dela, potem bojo pa tudi sami pač ugotovili, dihanje pa je pomembno, v življenju je pa fajn, če znamo pravilno dihati, ali pa pač, ko vključiš psihologa, ali pa karkoli, pač športniki so ti lahko, če govorimo zdaj o tekačih, so ti lahko samo kot reklama, ne moreš na njih gledati kot na zaslužek, če bi živel od atletov, mislim, potem bi tam pod Stromostovjem imel en tak lep karton, Tako da tukaj ni tega. Pač tukaj moraš sam najti entuzijaste in jih je v Sloveniji, ima milijon entuzijastov. Jaz mislim, da so vsi ljudje v Sloveniji, kakorkoli gledamo, da se ne povezujejo, so vse pripravljeni sigurno povezati. Sigurno obstajajo lepe pa dobre zgodbe tudi druge. Ampak včasih je pa še vedno preveč pri nas te favšije. Pač ukradel si mi neki, sploh atlete, ko gledam, pač greš od enega trenerja do drugega trenerja, ukradel sem nekaj, jaz ne vem, kako lahko odrastega človeka ukradeš. Atlet te zapusti, zato ker pač vidi, da pač več ne gre, zato ker mogoče se ne razumeta s trenerjem, mogoče zato ker vidi druge boljšo rešitev, lepšo priložnost. Ne moreš pa atleta ukrasti. To, mislim, to je brez veze. In ta ukrast v Sloveniji, kdo bo komu kakega atleta ukradel, to je grozno. To je bedarija. To je bedarija. Ja, jasno. No, da se premakneš k malo bolj globalnim temam. Kdo je zate najboljši tekač dolgoprogaš vseh časov? Ne vem, Gebre Selassie, jaz nisem rad spremljal. Haile Gebrselassie. Haile Gebrselassie, ne vem, za njega bi rekel tako, ja. Da je imel eno tako dolgo obdobje, tudi Kipčoge, pač, to so ljudje, ko trajajo, in res naredijo kariero. Ne maram pa, ne maram. Teh, ko pa pridejo, pa se pojavijo za eno leto, pa potem jih ni več, v teh imam pa svoje mnenje. Ja, mislim, da ga ima oba dva. Kdaj pa misliš, da bo padel prvi regularni maraton pod 2 urama? To je pa težko vprašanje. Po meni se zdi, da je to zelo že blizu. Da če bi se ti fantje, ko zdaj tečejo te 2 ure, minuto in tako naprej, dobili na enem maratonu, pa da bi bili res vrhunsko pripravljeni sam tako maraton napovedovati, to je tukaj nehvaležen, vse veš sam. To je tukaj dejavnikov. Rečemo, da pride
5-6 vrhunskih maratoncev na kup, pa imajo vsi dober dan, mislim, da bi se ti znam to zgodili, lahko mingrede, ne. Ja, pa vsi na polno. V solo teku ne verjamem, Ja, mislim, tako da ker en maraton šel teč, pa nima pomoči, pa bo, mislim, to zelo težko, ne. Vse vemo, kak je bil ta rezultat dosežen, z vsem suportom, kar ga je možno nuditi, ampak če bi se pa naredila dirka s tem namenom, potem pa po mojem se fanti motivirajo med sabo in bi sigurno bi dobili kaj zanimivega ven. Pa se niso daleč, se kaj, 2-0-1. To je tako. Ja. Videli, kaj bo ven. To je res, moče psihološka meja, ja, tista. Ampak ki je bila na en način že prebita, zdaj čakamo na nove poskuse. Jaz mislim, da bodo kmalu, no, ne samo Kipčoge, pa ne, Bekele in podobni, ampak tudi mladci, ki so željni tega, da se jih strelijo med zvezde, bodo prišli, bodo naskakovali to mejo, bodo dali gor. Poglej, tehnologija napreduje. Ja, to sem te hotel vprašati. Metodika treninga napreduje, ne, pač vse gre naprej. Ne. Včasih so tekli v bombažnih majicah, danes tečemo v takih lepih, sploh ne veš, da imaš na sebi majico. Ne, že, pač vsaka stvar nekam pripomore. Ne. Vse posod napredujemo. Tehnologija gre naprej, zakaj bomo stali pa gledali od zadaj, kako bo. Pa boš, da damo vsi teniske dol, pa gremo bosi, pa se slečemo, pa gremo še nagi, pa bomo dobili najbolj realne rezultate, sam pač brez veze na to. Jaz sem, kot bivsonogi tekač po duši, a ne vseeno, zdaj tečemo zadnja leta več ali manj, poskusil prvič malo karbona si dati na noge. Ne? Karbon je pač tista stvar, ki dominira v zadnjih 4-5 letih od Rija naprej. Vendarle je ta razlika. Ne? V začetku smo temu govorili tehnološki doping, zdaj je pač to tisto, kar smo sprejeli kot naravni razvoj tudi tekaškega copata. Ja. Meni se to zdi čisto logično. Ne vem, zakaj bi to bil tehnološki doping. Se tudi kolesarstvo so kolesa napredovala, pa je oprema napredovala. Tako da stvari grejo naprej. Zdaj, jaz verjamem, da tisti, ki so prej postavljali rekorde, pa če rečejo, zdaj ste pa boljši, zato ker imate boljši copate. Mislim, da tudi če bi imeli mogoče malo slabši copate, pa metodika treninga, pa sama prehrana, pa vsi dodatki, pa vse, kar je tudi bolj, da mogoče ne bi se poznali za 30 sekund, bi se pa poznali za 15. Ne. Pač sigurno se napreduje. Na vseh področjih. Ne. Ni to sam. Tudi poznavanje telesa je vedno pač vedno večje, vedno več vemo v telesu, vedno več vemo, kako neke stvari vplivajo metabolno, kaj se zgodi, ne, in pač vse to pripomore, sigurno. S tem dobimo večjo regeneracijo in večjo sposobnost treniranja. Sam za to se gre. Bolj, ko se lahko regeneriraš, več treninga boš naredil. Ne. Je ves ta napredek, ne, tehnološki, fiziološki in tako naprej, treniški, tudi potem povod Mednarodni atletski zvezi pa Olimpijskemu komiteju, da pač normo pri moškem maratonu postavi na 2:11, pri ženskem na 2:29 za olimpijske igre in vendarle zbere več kot 80 tekačev, ki se potem pomerijo na velikem tekmovanju. Če se govorimo o normah, ne? Te norme, jaz sem si ful želel, da bi ne šlo na olimpijske igre, ne? Ampak ta norma 2025 je bila vsaj za mene kruta. Za mene je kruta in ni stimulativna. S tem nikoli ne bom pritrdil, da je stimulativna, vedno bom rekel ne, pa če me udirajo iz kože. Ne. Jaz mislim, da sploh, če pogledamo dolgi tek, pa razvoj dolgega teka, pa da vidimo, da se je v Evropi ta dolgi tek generalno se je poslabšal dolgi tek. Ne, jaz mislim, da bi te norme mogle biti bolj človeške. Ne vem, s temi ogromnimi normami jaz mislim, da bojo naredili več škode kot koristi. Mogoče bojo oni naredili bolj zanimivo tekmovanje, ampak mislim pa, da bojo v zadnji pa potegnali dosti izga neprijetnega. Sploh ne bom govoril o teh stvarih. Ker ljudje se bojo vedno pehali za rezultati, vedno se bojo pehali za slavo in to prenese tudi slabe stvari od zadnji. Tako da te norme za mene so previsoke. Ne vem, zakaj ne more obstajati neka človeška norma. Če je bilo za prejšnje maratone, če pogledamo enega nazaj, koliko smo imeli normo 43, ne? Zdaj so pa šli na normo 29. Mislim, ok, če delaš preskok, razumem ga, ampak naredi ga razumno. Ne? Pa
za 14 minut spremeniti stvar, spremenijo za 5 minut ali pa za 2 minuti, bi bilo čisto dosti, pa potem gremo, da vidimo, kam te prepelje tudi potem format samega tekmovanja na olimpijskih igrah. Če se odločil, da bo 80 tekačev ali pa 60 ali pa 70, meni vas samo 10. Ampak to moraš narediti postopoma, ne moraš to kar narediti iz danes na jutri. Tako da tukaj ne vem, če s tem se ne strinjam. Tako da vseeno, ne boste še vrgli puške v koruzo, delš od tega? Ne, daleč. Jaz tudi mislim, da jaz tako odkrito lahko povem, da znajo bova v prihodnih letih bova sigurno napadla rezultat krepko pod 2 ure 30 minut, tako da ne bom, mislim, če ne bi v to verjel, potem brez veze delam. Pač stanje moraš imeti, moraš s tem delati, vem, kakšne so njene sposobnosti telesne, vem, do kje približno se da priti. Upam, da sem jaz sposoben to narediti, če pa ne, pa bomo sigurno našli rešitev, pomoč, da pridemo do tega. Vedno najdeš, vedno obstajajo ljudje, ekipe, ki lahko pač pripomorejo zraven, vse to ni. Ja, no sej to, da znaš najti recept, je bilo jasno 2019, bil si kar previden pri napovedih pred Valencijo, na kateri sem jaz tudi, še majico vam s tem, z 2:43 ste uspela priti poznejo na 2:36. To je bil velik preskok. Noro. Z 2:43 takrat smo se še skupaj poveselili za 2:43, ne? Ja. 2:36 sva žal bila tam sama, ker pač zaradi znanih razmer, a ne? Ampak mislim, tista Valencija, to je bilo tako lepo organizirano, to si, ne vem, če si znajo ljudje sploh predstavljati. To je, da ti organizator da na tej elitni dirki svoje moške maratonce so prepeljali, to so ljudje, ki so pač sposobni zelo dober teč, to so to bili kakšni bivši vrhunski njihovi športniki, v glavnem ne, v tej skupini svoji, ki je tekla, imela takega pomočnika oziroma takega pacemakerja, da pač po mojem lahko samo sanjaš, ne. Da ti za vsak veter, za vsako z gestikulacijami skozi kaže, kaj delaj, kaj ne delaj, skoraj na preprogih so jih prepeljalo cilja, ne. Ti se je bilo res lepo rezultat, mislim, se ga je mogla samo odteči, ampak res je bilo lepo poskrbljeno. Mislim, da takrat se je tudi tekel svetovni rekord na 10, ne. Na tisti isti prireditvi, ne. Brez so organizirali. To je bilo noro, tudi niso šli v te male kroge, ne, oni so naredili polmaratonski krog. In tudi navijali so ob cesti, pač so bili redarji, pa so bili policaji, ne, ampak pač navijali so, ne, pač potem na koncu so tudi ljudi spustili, ne, da so v zadnjem delu so tudi ljudje navijali, ne, oziroma mogoče niti niso mogli ustaviti. Pač ljudje so bili tam navijali, se vzdušje je bilo super na koncu, sploh ni bilo nič slabega. Rezultat je bil pa lep, jaz mislim, da je to 2:36 zelo lep rezultat in ena spodbuda za naprej, no. Sicer ta sezona se potem ni šla, te olimpijske igre, mislim, 2029 je bilo nedosegljivo, to da je vsem jasno, da preskok iz 2:36 na 2:29 v pol leta narediti ne gre, ne. Pojavile so se napake v pripravi, sigurno, to je bil moj feler, da gremo v Kenijo, pa probamo tam z višino, koliko je bila Neja tam 2 meseca pa pol, pa se potem vrnemo, pa probamo napasti rezultat, saj 2:33, to je bilo, mislim, da je bilo preveč z optimizmom narejen, oziroma ta Kenija je dala več škode kot koristi, zato ker zdaj Neja meni pravi, da mogoče šla premalo spočita že v Kenijo, ok, da mi malo prav, ne. Ampak jaz mislim, da je bila napaka v tem, da ko greš v Kenijo pa na višino, da enostavno nismo ritme, ki jih tečeš, ta stacionarna stanja, ki jih moraš trenirati za maraton, v Keniji ne moraš delati v ritmu 3:30, 3:40, zato ker enostavno zaradi višine ti to moraš delati na ritmu 3:50, 4:0 in potem, ko enkrat prideš dol, se ta adaptacija ne zgodi tako hiter, tudi vrneš se utrujen in potem se naenkrat znajdeš v ritmih 3:50, ki ti pa nič ne pomenijo.
Torej, jaz mislim, da je tukaj bila največja napaka in v redu. Zapisali smo to napako, ne bomo jo ponovili in sigurno bomo tukaj malo drugače startali naprej. Ne. Torej, bomo trenirali hitrejše ritme, raj nižje dol, ker mislim, da tudi višina ni vseeno. Valencijo itak se vrača letos, to je vajena omiljena dirka. Ja, jaz upam, da bo to vse tako, ko je. No, to Valencijo pa upam napovedati. Ne? To pa, če me kdo vpraša, to pa upam napovedati. Rezultat 2:33 in bom stal za tem rezultatom in če ga ne bo, bom pa razočaran. Ne? Ker mislim, da zdaj pa se je tista višina prenesla v trening in se je adaptiral. Seveda tako dolg rdeča krvnička ne bo zdržala v telesu, ampak iz tistega potegneš nekaj, potem stopiš stopničko više in potem pač tisto stopničko probaš trenirati in držati. Tudi v treningu smo naredila velik preskok, vi morate vedeti, da je Nea Valencijo pretekla 145 km tedensko. Nič več. Ne? Zdaj so pa pač premenila trening, ugotovila sva, da 7 let treninga je dovolj, da bi telo mogli zdržati in zdaj pa trenira 170 plus, tudi 182 sva že prešla. Ne? Tako da tukaj bi pa zdaj se mogla ta zgodba malo obrnati tudi rezultatsko. Ne? Ker 145 je bilo malo, ampak jaz, koliko je ona začela trenirati, koliko je prišla k meni, ne moš kar človeka dati 160 km, se vemo, kako se končajo te zgodbe. 160, 170, 180, človek bo to naredil, v 2 letih boš dobil pa katastrofo ven. Pač jaz pa nisem za to, no. Pač še vedno je zdravje pač od spredi, še vedno ta človek mora po karieri živeti. Bravo. Super sogovornik si, Dejan Lenart, spoštovane. V 59. epizodi je z mano nihče drug kot coach Dejan Lenart. Veliko so obdelala vrhunsko atletiko, veliko so pogledala, kaj bi se še dal narediti, kako on dela, kakšno on filozofijo. Ampak jaz sem tebe spoznal, Dejan, preko rekreacije, preko projekta Pospeši ritem, kjer si bil vodja trenerjev. Tam si zbral zveneča imena od Predaniča, Bedrača, Brigite Langenholz, Helene Javornik, Lucije Krkoč, nora imena si imel v trenerski ekipi. Pokrili ste celo Slovenijo in več tisoč ljudi spravili v nek trenerski proces, res nor projekt. Si takrat ugotovil, ti delaš z rekreativci, no, morda te ljudje ne poznajo na tak način toliko, ampak ti si v rekreaciji močno vpet, si ugotovil, da dejansko rekreativci potrebujemo tudi malo trenerskega vodstva, pa majhen vpogleda, da smo lahko bolj zdravi, ker mi pa nismo profesionalci, mi pa delamo to za veselje, za radost, ne za dosežke. Prva stvar je tako veselje. Ne? To je prva stvar, da človek ima veselje, da sploh gre v naravo, da se sploh gre gibati. Tekaške skupine, super, velik plus, motivirajo ljudi, peljejo jih, povejo jim, pokažejo jim. Ampak jaz tukaj vseeno pa pogrešam, najbolj pogrešam pri treningih in kaj sem jaz hotel dati v tistem Pospeši ritmu, zato je bila tako velika ekipa ljudi, sem hotel pokazati ljudem, da ne obstaja samo, da si daš teniske gor in greš teč, ampak obstaja malo širši spekter vsega skupaj. In velik poudarek bi mogli delati v rekreativnem športu na trening moči. Tehnika, ja, seveda je pomembno, zdaj če bom rekel, da je nepomembna, bo ljudje se zataknalo to, ne. Deva tako reči, ljudje bi mogli se gibati dosti bosi, zato ker stopala morajo občutiti tudi podlago, kdaj. Stopala v tenisko so zapeta, ne morajo normalno funkcionirati, ker je stopalo omejeno z gibanjem. Torej, tvoj bosonogi tek je v bistvu najbolj zdrava oblika gibanja. Ne? Ampak vemo, da pač ne more zdaj delati vseh vrhunskih treningov bos, ker konc koncev pač ne bo šlo. In kaj lahko naredimo? Lahko ljudem pokažemo čez vaje moči oziroma čez vaje neke funkcionalnosti, da pač, če bojo dodali neke segmente v gibanje oziroma v neko aktivacijo pred samim tekom, jim bo lažje. Pač lažje jim bo z vidika poškodb, lažje jim bo. Dosti ljudi ima kakšne inhibicije
mišične, naprimer, ne, so inhibirane in sploh ne vejo in kompenzirajo in cel čas kompenzirajo in potem se pojavijo bolečine, ne vem, v kolku, v kolenu, v stopalo. In če bi mal probali poslušati telo, bi bilo veliko lažje. Torej, kaj jaz hočem skozi opozarjati, da bom na hitro zaključil, je to, da ljudje začnejo malo poslušati sebe. Da zdravo gibanje, da greš v gost na tek, da vmes narediš kakšno vajco ali pa pred tem ali pa potem, ne bo nič narobe, če boš prekinil tek med tem, ko tečeš, pa boš, tudi jaz tako delam, zdaj to komu kaj pomeni ali pa ne, jaz grem na tek in včasih pač imaš tak dan, pa se ti ne da teč, pa si rečem, bom pa danes malo vajco vmes naredil, pa bom spet pretekel 2 kilometra, bom spet tako vajco naredil, ne, pa najdeš prijetno s koristnim, združiš in zadovoljiš vsemu, kar bi telo za tek potreboval, ne, zato da pač čim bolj zdravo in čim dlje v življenju lahko tečeš. Drugače pa to je moj največji poudarek. Zdaj pa tista sama tekaška tehnika, o kateri se tako veliko govori, ja, tekaška tehnika je super, vse je fajn, ampak biomehansko, gledajte, če mi dobimo človeka, ko je motorično zelo slab, pri 40 letih, pa se z ničemer ni ukvarjal, meni se zdi ful pomembno, da ga naučimo gibati, da mu damo veselje do gibanja, bolj pomembno kot to, da bo zdaj on postal super tehnično, biomehansko najbolj popoln osebek tekaški na tem planetu. Ker jaz mislim, da če bomo zrihtali njegovo telo, pa ga spravili v neko normalno funkcionalno stanje, bo on tudi najdel sam tisti vzorc, s katerim bo on pretekel. Ker se, če pogledava tudi generalno atlete danes vrhunske, pa če malo bolj podrobno pogledaš, ugotovimo, ja, prednji del stopala se uporablja, če bomo gledali roke, že gre vsak malo po svoje, telo se že ziba, vsako po svoje, pač ni šablone. Je ni. Pač trenerji morajo poskrbeti za to, da ljudje pridejo do nekega približno funkcionalnega telesa in da probajo res omogočiti telesu, da dela s čim manj kompenzacijami. To je pomembno. To je moj delo. Kot si nekje rekel v intervjuju, preventiva je tista, na katero rekreativci ne polagamo dosti. Najlažje je vzeti knjigo, pogooglati, si downloadati nek treninški program nekega atleta, pa reči, ta teden bom pa 120 km naštepal, pa bom trenil za maraton, pa se čez pol leta potem šepajoč odpravljaš od enega do drugega ortopeda, ne vedoča, kaj vse narobe si delajo. To je pa v bistvu največja napaka. V bistvu samo to se trenerji poslužujejo, jaz ne vem zakaj, ker je veliko lepše, pa veliko več se naučiš, če greš brskati, pa probaš potem čez razne vzorce najti rešitev, ker tudi, če mi pa pogledava atlete, če imaš skupina atletov ne more enak trenirati. Ne more, mislim, en trening, ko te odgovarja, ne more meni odgovarjati. V nekih primerih lahko, če gledava neko bazično pripravo, tudi če so rekreativni športniki zraven, pogleda neko bazično pripravo mene pa tebe. Ok, morava nabrati kilometre, morava narediti nekaj na hitrosti, morava narediti nekaj na moči, ok, bazo lahko odtrenirava skupaj. Potem pa prije neko specialno obdobje, rečemo temu pač specialno obdobje. Tam pa midva več ne morava, ga ne vem, kako bi se skupaj. Ok, lahko odma na neke teke, tiste klasične, take, da malo počvekava, ampak na stezi, če meni odgovarjajo 1000-metrski intervali, torej kilometrski intervali, mogoče te odgovarjajo 400-metrski, pa boš ti mogel narediti 20x400 metrov v nekem ritmu, ne vem, 10 kilometrov, zdaj si izmišljujem, meni bo pa pasal, da naredim 10x1000 metrov. Mene bo moj trening stimuliral, tebe bo tvoj trening stimuliral. Če bomo to obrnalo okrog, bo oba zgubila, ker ti boš že samo voljo boš zgubil, ker boš mogel delati kilometrske distance. Jaz bom pa od 400-metrskih hitrejših tekov tako utrujen, pa tako bom v bistvu tako hitro, če nisem hiter, bom imel težave, zato ker bom enostavno mišico bom tako utrudil, če greva se po domač pogovarjati, da ne bom pač se mogel zbrati za naslednjih 10 dni za normalen trening. In ne moramo tako splošno gledati, ne moreš pač, treba je spoznati človeka. In zato tudi, ko delajo z atleti ali pa z rekreativci, ti rabiš neko obdobje, da človeka, veš, kolikrat ga pobiksaš vmes,
naredim jaz napak. To je neverjetno. Dobiš atlet, jaz sem se zdaj saj navadil v življenju, da ko mi pride nov športnik, mu rečem, pač eno leto bova rabila, da ma sploh vidi, se spoznala, da ma videla, kje sva. Da mi so gotovil, kaj te paše, pa da boš ti mi dal feedback, da vidimo, kam sploh greva. Ker po neki šabloni siliti nekoga v ta trening je pa moj trening, ne. To tudi opažam, ne. Po tem treningu boš pa prišel nekam, ne boš prišel nikamor. Po treningu ne, če boš ti trening, če boš atleta prilagajal na trening, na pisan trening, ne boš naredil nič. Ti moraš trening prilagoditi na atleta, pač to je ogromna razlika. In sam to je pot, da nekaj narediš. Šablona, žal. Od 10 en bo uspel, ostali bo pa pač tisti splevel, ko je zraven, ne? No, super si to povedal, se pravi, moje naslednje vprašanje ne boš odgovoril, namreč, če tečem 60 km na teden v 4 do 5 treningih, pa grem na maraton teči 5 minut pod kilometer maraton, a bo to dovolj ali se bom sesul? Za prijatelja sprašujem. Ne, Marko, se veš, da boš pretekel maraton, bo tako si na koncu pretečejo vsi, ne? Samo vprašanje je, kakšne posledice imaš po maratonu, ne? Vsem maraton bo ljudje tekli. Ljudje imaš trmaste ljudi, čuda so ljudje sposobni narediti, ne? Samo vprašanje je bolj tistega, kaj se bo zgodilo potem s telesom, ne? Koliko časa boš nosil posledice, pa ne zato, ko boš utrujen po maratonu, to so vsi utrujeni po maratonu, ampak s koliko kompenzacije si prišel čez ta tek, pa kaj bo to pomenilo za tvoje telo, ali za srček, ali za kolena, ali za, ti se pa potem druga stvar, ne, ti lahko potem dlje raziskujemo, ampak, če tečeš vsak teden 60 km, seveda boš pretekel maraton, ne, se si že to naredil velikrat, pa veš, da se da, ne, sam ti greš na maraton z glavo, pa z razumom, pa tečeš maraton z veseljem, z nekim, pač ne greš na maraton iskati rezultata. Ljudje ne razumejo nečesa, kar je bolj pomembno, kot to, da če ti bo uspel 60 km na teden preteči maraton. Ljudje ne razumejo tega, da oni gledajo Kipčogejo, naprimer Kipčogeja, pa teče 2 ure pa 1 minuto. In za mene vsega Franca, rekreativca, ki, to je fiktivna oseba, ne, pač ki pride k meni in reče, dek je pa 3 ure tekel maraton, ne. Pa rečeva, da je star 35 let, da je še fajn star, da je maraton tekel, ne? Da je v lepih letih, tako, nič mu ne fali fizično, ampak on nekaj ne razume, ne? Zdaj, Kipčoge je za svoj 2:01 porabo toliko in toliko treninga in je nadarjen in je tekel na koncu 2:01. Ta Franc naš se bo mogel isto matrati za tiste 3 ure, če bo hotel resno teči, je to njegov maksimum, je njegove 3 ure isto kot Kipčoge je 2:01. In tu se zakomplicirajo stvari, tukaj ljudje grejo z glavo čez zid. Ni problem iti nasmejan na maraton, pa iti na maraton zaradi veselja, družbe, zdravja, dokazati sam sebi, da lahko pretečeš. Ampak meja, ko si jo postaviš, pa naredi ogromno razliko. In to je tisto, ki ljudje potem stane, pa se poškodujejo, pa so utrujeni, pa ne morajo živeti od treninga, ne. Gre v službo, pa spi v službi, zato ker je pač mogel narediti ne vem kak trening, ne. Potem pa tako si že sam rekel, ne pripisujejo treninge iz interneta in reče, ja, če on naredil 15x1000, bom pa jaz tudi naredil 15x1000, ja. Sam en je prišel do tega, en je pa hotel skočiti, že tja not, ne. No, sej, spet si mi dal marsikaj zamisliti v nedeljo grem namreč na Dunaj, teč maraton po Kipčogovih stopinjah, pa bom v glavi mantro kompenzacija si ponavljal zdaj, ne, ko bom poskušal teči 4,59 na kilometer ob kakšni prijetnem valčku, ki ga bojo tam vrteli skozi tiste zvočnike, potem pa se pravim, ranjen pridem do tebe, da mi boš povedal, kaj vse sem delal narobe. Ne, mislim, veš kaj, ti si dal toliko maratonov že čez, v bistvu, da imaš to vse v nogah. Pač mi govorimo o ljudeh, ki pač se odločijo tako, ne. Veš, koliko je teh ljudi, ki se tako odločijo, ne. Pa jim jaz vedno rečem, ja, ni dosti 10-21 km. Vse, mislim, 21 km, to je ja fajn.
moj dober prijatelj Slavec isto pravi, kaj nam je treba matrace na maratonih, a ni na polovički fajn, da ti še pivo tekne, recimo po teku, ne pa da ti je bruhanje. Tako. Ti tečeš, si rekel, kar 5-6 na teden, izvrstno si pripravljen, če bi se, recimo, zdajle šel pomeriti na polovični maraton, pa da bi se res, gotovo imaš še mačken tekmovalni žilice občasno, bi se zagnal, koliko bi ga naredil? Po mojem bi bil kar slab. Po mojem, čakaj. Zdaj sem pa dobo, veš. To se jaz skozi napovedujem, nek dvoboj, Nej pa Lauri sem napovedoval, pa nikakor do tega dvoboja pride, ker vedno ugotovim, da sem preslab, da bi se pomeril z njim, ne vem, mogoče uro 20, uro 21, ne vem, če bi... Zdaj, veš kaj, jaz sem začel res tako teči, sam še z užitkom. Res z užitkom. Jaz grem v naravo in tečem, grem z atleti svojimi teč sam. Mislim, tako jaz nikoli nisem bil super vrhunski, niti narejen za te dolge teke, ne. Ampak, ker sam sem treniral pač 800 metrov, ne, in meni je to kar naporno. Evo, osebni rekord imam 1:17, ne, z Nejo, takrat sem se dobro počutil. Če me takrat vprašal, po koncu tistega teka, to, da sem mi lahko nosil stvari, se pogovarjal z njo, spodbujal med 1:17, bi rekel, evo, 1:15 bi mogoče v življenju lahko tekel, ne? Če bi se mi dal, pa se nikoli ne motiviral sam za to, da bi šel zares teč. Če me pa zdaj vprašaš, matrej, ne vem, če bi spravil pod 1:20. Sploh ne vem, če bi se, ne vem, ne bi pod 1:20 tekel. Zdaj ne. Jaz tudi ne, pa imam spet nekaj skupnega. Lahko si zadava cilj, pa natrenirava, pa greva. Se bova zmenila enkrat, ja. Postavila bova dirko, ne vem, Palma Novo, 20-23, evo, pa se bova tam udarila. Ja, na 1:19. Ja, še ena stvar sem se zdaj spomnil, ko si tole govoril, pa prej, ko si govoril o funkcionalnem treningu. Meni je, ne vem, letošnje leto bi mogel več teči, sem si zadal, pa sem tekel manj, ker sem več hodil v hribe. In se mi zdi, da mi je to pomagalo, ne samo zato, ker sem bolj užival pri tem, ampak tudi, da sem dobil neko drugo moč, imam drugačno agilnost, kljub vsemu sem to preživel na nogah, kar mi je vendarle dajal nekaj na te splošni kondiciji in pripravljenosti in ne pogrešam, rekel, nobenega kilometra zdaj. Zaradi tega, ti si vendarle tudi malo hribolazec, na vse zadnje si lansko leto Janiju Kršinarju suportiral njegov vzpon iz Katarine na Triglav. To je bil kar zahteven projekt. Zakaj nisi šel do vrha? Zato, ker nisem ne prišel do vrha. Ker je Jani Kršinar tako pripravljen človek, da jaz to nisem mogel verjeti. Mislim, če me nekdo prej vprašal, da on je šel po stroj. To je neverjetno. Mislim, mi je čisto jasno, zakaj on bil vrhunski športnik, ne? Ker to je bilo, plus tega, mislim, mi smo se to je bil tak trail, ne? Peter Kuhar je šel še zraven, on je tudi včasih te gorske maratone tako tekel, ljubiteljsko, in mi da sta bila druga liga, ne? Jan je se to resno lotil, on je že to začel, mislim, da marca trenirati, se pripravlja tam po svoji Katarini gor, vse te pograjske dolomite, pretekov. Jaz sem, potem je Neja meni enkrat na treningu rekla, kaj se on spravlja, sem rekel, pa no šel to sam, da grem zaradi njega, če druga ne, pač da je vse nekdo zravena, ne. Sploh nisem pomislil najprej, kam to sploh gre, ne, koliko je to daleč. No, jaz sem tisto leto kar veliko tekel, mislim, da sem takrat bil kar priden, sem tako probal delati 90-100 km na teden, ne, ampak neč klancov, veš, jaz sem hribolazec, ne, zaradi grem v hribe, ne, sam ful malo kdaj grem v hribe, ne, ker časovno ne pride, rad pa imam naravo, pa sem jaz rekel, neč, bom šel s tem z Janjem, ne, kaj pa čem zdaj, ampak to je tako, ne, ker sem delal smučarji, tekači, oni tako lepo uporabljajo roke zraven pri tej nordijskem teku hoji, ne, da je to neverjetno, koliko oni prenosa naredijo na zgornji del telesa. Valjda jaz pa Peter sva šla zraven, da so vse, jaz sva imela tiste palce, ne, ampak tiste palce bolj ko ne sem jih imel zraven, zato da sem jih vlekel, pa malo sem jih piko, ne, po tleh, probal sem, kaj se da narediti, a na koncu je bilo vse na noge, tako da, ko sem jaz prišel na Koblo gor, jaz mislim, da sem zjokal, res.
To je bilo tako, meni je bilo nerodno povedati, da sem hotel reči, sem rekel, jaz bom izkoristil to svoje zavarovanje, pa bom poklical helikopter, ker jaz tudi nikamor več ne morem iti. Kam ne zdaj pridem dol iz tega hriba, res jokat sem se hotel. In pogledam Jani, on pa se tako lepo odpre, no pivce, pivce na vrhu, še bi tisto pivo spil v mojem sezonsko taliju dol, po najbolj strmem bočju, bi neprepoznaven. No in pa začnemo, pa se neko zmotiviramo in grem jaz dol, sem rekel, ok, prišem do Bohinja, do tam sem si dal cilj in grem, jaz mislim, da bom umrl na tisti poti dol. Me v življenju niso tako noge pekle, ko so me pekle dol, ko smo prišli do tam blizu, kaj je tam Ribčevla, dol smo se spustili blizu Bohinjske Bistrice, tam nekje prideš dol iz te koble, zdaj skar kaj je že tam? Kamnje, ne? No, tam ja. nekje vmes prideš med tem kamnjem pa Bohinjem v eno vasico, to še mogoče ti boljš vedel, jaz sem se malo zgubil v tej geografiji. Pa smo prišli na ravnino, tam neko ti je šlo, ampak ko smo prišli pa v Fužino, Lopa Goto, jaz sem rekel, to je to. Jaz sem Jani oddal tiste svoje nosili, prav Jani ga je tudi ustral, ker oni so pa mislili, da bo to po domač, tako po včasih, človek ipak blizu 60 let, je mislil, da bo on to kar, tako da jaz sem bo tam majico posodil, imel dovolj opreme, pa dal sem ene te čokoladice, zato da je prišel gor, mi je še pol rekel, naslednji dan so se čuli, rekel, mater, če mi ti ne bi dal te čokoladic, jaz to ne bi mogel, ker on je to malo na sendvič, pa pivo so zraven, pa gremo, neverjetno, mislim. Zmogel je on to, koliko je bilo, 17 ur? Prav, noro. Nekaj tazga je bilo, ampak je bilo varno, zato ker gor so ga čakal ga je Svit, moj kolega tle iz studija, on je tudi alpinist, pa Bitenc ga je čakal gor, tako da so ga potem varno prepeljali na vrh. Prvič bila je tema, drugič pa pač nisi več 100%, po mojem, ne bi znal povedati, kako se je počutil, ampak bil je utrujen, Ampak spet imamo nekaj pripravljava, spet bo nekaj šla, To je še skrivnost. Nisem šel. To je težko, ful. Tisko ni probo, te ultramaratonske zadeve, to je, se telo fejs poigra s tabo vmes. Prav, res. Ravno pred par dnevi sem nekaj dni spremljal ultramaraton, ko Špelo Šaus na njeni poti v Slovenije in da sem s prve roke videl, da tu ni nobene romantike, tle tu je pač preživeti. Romantika, ko štartaš. Tako, da mi povej, deki, za konc, kdaj grejo pa midva v hribe, na kaj krajšga, da vas pila pivo gor? Se vem, da sem grozen. Sam sem tekli, pa sem rekel, greva. Ne, zdaj septembra obljubim ti, da greva. Zmeren. Najt soboto pa greva, Zmeren. Če nav dirk pa teh drugih tekaških. Ne, bova šla, greva, greva, obljubim ti, ker tudi sam moram, veš, kaj se mi je zgodil? Zgodil se mi je, da ne bom zdaj dolgovezal, da smo šla z Zojo, mojo boljšo polovico v nedeljo, sva rekla, zdaj pa gremo malo v hribe, sva šla na Kovce in sva se tam mogla obrnati, ker je bila tako gužva, da noben ni mogel ne gor, ne dol, že z avtom, In ker sem jaz uspel odmotati tisti avto tam ven, tisti oski cesti, sva rekla, greva na Begunjščico. Pa sem rekel, ne greva na Begunjščico, ker tam vse stoji, Že zaradi avtoceste posega. Sem rekel, greva tle nekam bližje Ljubljani, ker je že bila pozna ura. In potem se midva spomneva, da nikamor ne vema, kam ne gremo, ker ti, ko prideš v Planico, pa to imaš one table, pa prideš na Jezersko, pa imaš table, pa Logarska dolina. In sem ugotovil, in sem bil čisto začaran, kak butel sem, da nobenega izhodišča ne najdem in ga ne poznam, da bi se prepeljal in potem res šel v ker v okolici tle Ljubljane je pač ogromno nekih hribov ali pa v okolici Kranja, ki pač niso tako znani in poznani in če ti ne najdeš sploh tiste, kako se pride do parkirišča oziroma kje bi lahko avto pustil, jaz sem se počutil res, sem rekel, to je pa grozno, jaz nisem za nikamor, In sem bil prav žalen, sem rekel, da bom zdaj prav Janiju rekel, pa Svitu, da pač jih prosim, če me lahko ob vikendih kdaj zramo zemeta, da sploh spoznam, kje živim. Prav. Okolje. Končno. Res. Končno. Da boš videl vse tiste razglede, pa da boš Ljubljansko kotlino lahko pozval Res. iz shoda, zahoda, severa.
In celo Juga. Ja, na Krvavcu, ne, tisti dan potem so se Super. pravila do gor do Jeterc. Super. Ja, ampak super je bilo to, da smo začela hoditi in smo si zadala nek cilj, tam se še vprašal tistega redarja, sem rekel, kako prijeva do tja in midva pri na prvem križišču, ki ni bilo table, ker on je rekel, vse posod so table, so valjda zgrešila in smo šla direkt gor v Klanc po smučišče, sem rekel, evo, to je pa znak, da sem res debil, da nič ne vem. No, potem za najeno turo bom nekaj tazga splaniral. Ja, boš mogel ti. Bom jaz, velik tabel bo potripale vodo, ja. Pa še oglašale se bodo deki. Dejan Lenart, odličen sogovornik si, vem, da si ti mudi naprej, tako da samo čisto za konec povej, kje te lahko ljudje dobijo, ukvarjaš se veliko za kreativci, Uroša Bitenca recimo treniraš, z njega si napravil tekača, kje te lahko rekreativci dobijo, grejo trenirati k tebi, se pozanimajo, kaj več jim lahko kaj svetuješ, povej mi spletna stran. Rekreativci nas, mislim, lahko vedno dobijo pač v Happy Gymu, ampak če bojo gledali spletno stran, tako ko se ti bo zelo razočarani, ker ona je že 8 let v nastajanju in se ne premakne iz te točke, tako da je zelo slabo narejena, pač katastrofa. Tako da pač Happy Gym ali prek Facebooka na Happy Gymu ali prek Instagrama. V glasu se ne bom jaz, ker je številka od Zoje gor, ampak konc koncev pač isti je naslov teh dveh oseb, mene in nje, tako da bojo na koncu tudi prišli do mene. To je v bistvu najlažja pot. Super. Da me kontaktirajo ali pa direktno pač prek Instagrama, sej vsi imamo zdaj že tega hudiča. Tako da to je to. Bravo! Dejan, uspešno delo še naprej, se slišva za hribe, se vidiva na tekaških prireditvah, spoštovana publika, napišite v komentar, če vas kaj zanima, Deki bo odgovoril, komentirajte, delite, povejte vsem ostalim še tisto, kar ste se danes naučili. Če tole poslušate na teku, po teku naredite še kaj drugega kot samo tek, zato da boste naslednji dan lahko spet šli uživati. Dejan, hvala za tvoj čas. Marko, hvala tebi, pa se vidimo. Se vidimo, hvala, pozdrav. Pazi še nekaj, ta podcast je res vrhunska stvar za slovenski tek. Prosim, če tega ne prekineš, ampak sam greš naprej in se bo sigurno razvijal in to je stvar, ki je super, da si se lotil, res. Mislim, da naj tako da hvala. Tudi za tvojo podporo sem zelo hvaležen, me suportiraš od vsega začetka tako in drugače, tako da sem vesel, da so se tudi takole dobila, so se pomenila. Jaz mislim, da je to zelo zanimiva epizoda. Naj bo dovolj, urco pa pol so potrošila, to je že več kot tvoja polovička oziroma najena, ko so pomerila, tako da pozdrav v Ljubljansko kotlino. Čau. Hvala, čau. Čau.